po pregledu izpisa, pojasnimo obdelavo osnutka. Tukaj so dejansko naši pravi papirji. Imamo 9999 praznih listov, osnutkov za tiskanje. Ob listu papirja stoji rob, ki nam dejansko definira robove, ki nam jih Windows postavlja glede na nameščen tiskalnik. Na levi strani imamo nastavitve za postavitev strani. Nastavimo lahko katerokoli obliko papirja, ki jo potrebujemo. Lahko menjamo usmeritev lista. Seveda, v primeru, ko imamo velike risbe, lahko izberemo tudi uporabniški format. In sami določimo širino in višino papirja. Če nočemo robov, ki so določeni z indosi, jih lahko tukaj spremenimo ali pa jih popolnoma odstranimo. Na koncu imamo osnovne nastavitve, ki se nanašajo na osnutek, okvir osnutka, tabelo in ozadje. S klikom na okvir načrta lahko izberemo enega od tipov robov. Razlikujemo enojni, dvojni in rob za vezavo. Enojni okvir se nanaša na okvir ob robu papirja, ki ni viden in se ne tiska. Ali pri pošiljanju takšne PDF-datoteke tiskalnikom z rezalniki. Potem se bo ta list samodejno obrezal na to velikost. Dvojni okvir je okvir brez roba za vezavo, ki je sestavljen iz notranjega okvirja in teh majhnih črtic, ki nam služijo za lažje oblikovanje osnutka. In za konec, eden najpogosteje uporabljenih tipov okvirjev je rob z vezavo. Torej, ta levi rob, zamik za približno 20 in 5 mm. Seveda, če želite druge dimenzije, lahko ustvarite tudi svoj okvir. Kot pri ostalih tipih okvirjev, lahko v spodnjem delu spreminjamo lastnosti pisala in linije okvirja. Za sestavino lahko izberemo bodisi kazalo, bodisi opis. Pri izbiri opisa bomo izbrali eno izmed predefiniranih komponent, ki se same izpolnjujejo glede na določene nastavitve v projektu. Za ozadje lahko dodamo polnilo ali barvni preliv, kar je lahko koristno, če delamo kakšne razpisne zadeve ali kaj podobnega.